Zdravo, moje ime je Mihael Žmahar in sem coach. In danes imam zate en mini dokumentarec o coachingu. Zaradi tega, ker sem opazil, da veliko ljudi ne pozna izraza coaching. To je neki izraz, ki je zelo moderno vse zadnje. Coaching se je začel nekaj 10 let nazaj v Ameriki, tam so se začeli neki life coachi formirati, ki so potem začeli pomagati ljudem in od tam je prišel ta izraz coaching. Sem drugače pa coachi, mi poznamo že celo zgodovino. Že celo zgodovino imajo športniki svoje trenerje, imajo ljudje svoje svetovalce. In to so v bistvu coachi, takšni in drugačni. Ampak, a veš, coaching je pač v bistvu postala v 21. stoletju zelo velika veja, industrijska veja, karierna veja. In rad bi ti danes dal več usmeritev, kaj je coach, oziroma kdo je coach, kaj je coaching, zakaj ljudje rabijo coache, kateri ljudje rabijo coache, nekatere vrste coachinga poznamo. Tako da mogoče ugotoviš, ali nisi tudi ti mogoče coach v tej inkarnaciji in mogoče coaching kliče ravno tebe. Še preden pa greva na ta vprašanja in ti povem več stvari o coachingu, bi ti pa definitivno rad povedal, da se 15. oktobra začenja licenčna coaching šola. To je pa moj lasten, obsežen coaching program, kjer te naučim, kako biti coach na najvišjem možnem nivoju. Naučim te tematskih coachingov, naučim te brati energijo ljudi, naučim te pomagati ljudem na njihovih najglobjih čustvenih, mentalnih barierah, ki jih imajo v življenju in jih pripeljati tja v življenju, kamor si želijo. Teda to je licenčna coaching šola, je program, ki te uči neuroznanstvenih raziskav o možganih, kjer te naučim, kako forenzična psihologija deluje, kako forenzični psihologi iščejo informacije v umu človeka, kako deluje vedenska psihologija, potem, a veš, kako deluje nevrosistem človeka, kakšni so čustveni zapisi človeka, kako jih rešiti, kako s človekom delati na vseh nivojih. A veš, to je licenčna coaching šola, ki poteka preko spleta, dobiš vas material, dobiš dostop, dobiš informacije, posnete coachinge in še. Skratka, gremo zdaj na midva na najn mini dokumentarec. Prvo vprašanje, kaj je coaching? Coaching je energijsko-mentalni proces, kjer coach pomaga nekomu, ko ima nek izziv v življenju, najti razloge, zakaj se je ta izziv zgodil in najti nova delovanja, nova razmišljanja, nove navade, s katerimi bo preprogramiral ali rešil ta izziv in šel v življenju naprej, ne da bi se mu ta izziv začel ponavljati. Tudi coaching. Coaching, ko ti enkrat vržeš človeka v dober coaching. Dober coach pomaga človeku preprogramirati njegove slabe navade, njegovo podzavest, kolikor ima neustrezne zapise, spremeniti način razmišljanja in najti, kaj je tisto, kar funkcionira in to okrepiti in kaj je tisto, kar ne funkcionira in to odstraniti. In coaching ni neka taka ezoterična stvar, ker rečemo, imam dober občutek, da mi je coaching pomagal. Coaching je merljiva stvar. Jaz sem tule podatke poiskal. Večina ljudi, oziroma več kot 70% ljudi so jim zmerili, kako se oni počutijo po nekom coachingu. In so rekli, 77% izboljšava odnosov, če si deležen dobrega coachinga, 67% izboljšanje timskega dela, če govorimo o poslovnem coachingu, 61% izboljšanje zadovoljstva v službi ali pa v karieri, za tiste ljudi, ki so bili nesrečni. A veš, coaching daje res realne premike. Če imaš ti dobrega coacha, ki ve, kaj dela in pozna energijo in sestavo človeka, njegove psihe in mu je mar za njega, potem lahko dober coach s coachingom absolutno dvigne človeka na nov level, na nov nivo. Vse, ko midva gledava te ljudi v življenju, ki so uspešni, ki so nekaj konkretnega naredili, boš ugotovila, da imajo v ozadju vsi coache. Za vsa področja življenja imajo coache. In to je coaching. Coaching prinaša v tvoje življenje noro močen podporni sistem informacij, strategij in delovanja, s katerimi lahko ti razrešiš svoje blokade in greš v življenju naprej.
In coaching je industrija 21. stoletja, zaradi tega, ker imamo ljudje toliko močne ambicije v življenju, imamo ljudje toliko močne želje, toliko veliko želimo ustvarjati in včasih na tej poti se zgubimo in rabimo coache, da nam pomaga. To je coaching. Druga stvar, zakaj ljudje rabijo coacha? Zakaj ljudje rabijo coacha? Ljudje rabijo coacha ponovadi iz dveh razlogov. Iz enega izmed dveh razlogov. Včasih rabijo coacha ljudje, ki so zlomljeni, ki so broken znotraj sebe. Veš, ki so poškodovani energijsko in so zgubljeni in ne najdejo smernice v življenju. In rabijo coacha, da pride in jim pomaga ponovno najti smisel. In jim pomaga priti iz brezna, obupa, iz brezna anksioznosti, iz brezna depresije, iz brezna ujetosti, ljudje, ki so nezadovoljni in hočejo spremeniti kariero, ljudje, ki so v toksične odnose ujeti, ljudje, ki imajo težko, slabo samopodobo. Taki ljudje si poiščejo coacha, zato da jim coach pomaga, da se oni znova sestavijo nazaj, da se pozdravijo, da pridejo nazaj v svojo močno energijo. In to je prva skupina ljudi, ki išče coache. Jaz delam coachinga že več kot 10 let. Na tisoče in tisoče ljudi je bilo pri meni na coachingih. In nekje 70% ljudi pride zaradi tega razloga. Zaradi tega, ker so ali nesrečni, ali izgubljeni, ali so zmedeni v življenju, ne znajo odločitev sprejemati, ne znajo partnerstva voziti, ne znajo poslovnih odločitev delati. Ne? In potem pridejo zaradi tega, ker se hoče sestaviti, ker se hoče opolnomočiti, ukrepiti nazaj. Ne? To je prva skupina ljudi. Druga skupina ljudi, ki si pa poišče coacha, so pa ljudje, ki hočejo zrastiti, so pa ljudje, ki hočejo nekaj zgraditi. So pa ljudje, ki rabijo dodatno energijo, dodatne vpoglede, informacije, osebno moč, osebni karakter, samozavest, zato da lahko pa dosežejo nek cilj, da lahko napredujejo v življenju na nov level. Ne? To so pa ponovadi že ljudje, ki imajo sestavljeno življenje, pa so srečni, pa so izpopolnjeni, pa jim nič ne manjka, ampak hočejo iti zdaj na naslednji nivo. Ne? In se poiščejo coacha, ki jih prime in reče, ok, če hočeš iti pa na naslednji nivo v življenju, na naslednji nivo leadershipa, na naslednji nivo biznisa, na naslednji nivo starševstva, rabiš pa narediti to in to in to. A veš, to ti pa ne služi več. Ta navada pa ni več dovolj močna za ta level. Ne? Želiš okrepiti manifestacijo, nehaj delati to in začni delati to. A veš, coaching so zelo konkretni nasveti, kako razmišljati, kako delovati, katere navade, katere prakse prakticirati v življenju, ne? In na kak način nasploh pristopiti k vsej stvari. Tako da to sta dve skupini ljudi, ki rabijo coache. Eni, ki se hočejo pozdraviti, sestaviti in ponovno dvigniti iz pepela, in eni, ki so že uspešni in želijo biti še bolj uspešni in dobri v tem, kar počnejo. Ne? Tako da, to je razlog, zakaj ljudje iščejo coache. In v zadnjih 10 letih sem se srečal z obema vrstama ljudmi. Enkrat je prišel k meni en možakar, ne? In jaz tako njega gledam in ga poslušam njegovo zgodbo in jaz rečem, zakaj ste k meni prišel? A veš, on je imel dejansko ful lep izpopolnjujoč srečen zakon. Je rekel, jaz imam ful uspešen biznis, zdrav sem, dobro se počutim v svoji koži in jaz, zakaj si ti prišel k meni na coaching? Kaj iščeš pri meni? In je on rekel, ljudje vedno v življenju se lahko nekaj novega naučimo in vedno obstaja boljša verzija in različica nas. In vse to, kar imam v življenju, imam zaradi tega, ker sem vedno iskal boljšo verzijo sebe. Zato sem prišel k tebi, da mi pomagaš najti naslednji nivo mene. A veš, in potem smo imela iz tega naslova coaching. Ne? Tako da, to bi ti rad povedal, da je coaching neka stvar, ki dejansko spreminja življenje ljudi. A veš, nekdo pride in reče, jaz sem ujet v ful hude strahove, jaz ne upam iti v partnersko zvezo, ne upam posle graditi, ne upam iti iz hiše ven, a mi lahko prosim pomagaš? In potem dober coach pomaga takšnemu človeku razrešiti strahove. Nekdo pa reče, veš kaj, sem pa ujeta v svoji službi, jaz bi pa res rada šla v svoj privatni posel, svoj biznis bi rada štartala. Pa ne vem kako, a veš, ne vem kako se obnašati kot direktor podjetja, ne vem kako menedžer razmišlja, ne vem, a veš kako se odločitve sprejemajo, ta samozavest mi manjka. Pa dober coach to pomaga urediti, ne? Tako da, coachingu je ogromno. Coaching res pomaga človeku iti na naslednji nivo in to je ful pomembno, da razumeš. Zaradi tega, ker osnovna želja naše duše v inkarnaciji je, da rastemo. Mi nismo nikoli bili narejeni za to, da smo celo življenje ista oseba. Mi moramo biti pri 22 drugačna oseba, kot smo bili pri 20, pri 33 drugačna oseba, kot smo bili pri 27, pri 50 drugačna oseba, kot smo bili pri 40. A veš, to si naša duša želi. Mi smo se prišli razvijati
In če lahko se hitreje razvijaš, zaradi tega, ker dobiš dobrega coacha v življenje, potem je itak logično, da mu rečeš da in da začneš delati z njim. In kdo je dober coach? Je naslednje vprašanje, ker ni vsak coach dober coach. To, da nekdo dela coachinga, še ne dela človeka dobrega coachinga. Dober coach mora biti tudi znotraj sebe dober coach, ne samo da pozna tehnike. Mora biti kot človek energijsko odprt, mora znati brati ljudi, mora imeti empatijo vklopljeno, mora vedeti, kaj njegov človek misli, čuti, kaj njegov klient doživlja. Ja, veš, dober coach je inteligenten na vseh nivojih, zna brati telesno govorico, zna brati čustveno energijo človeka, zna prebrati podzavest človeka. Dober coaching je tehnično podkovan, definitivno pozna principe prodajne psihologije, motivacijske psihologije, pozna principe tehnike žalovanja, pozna tehnike razreševanja težkih čustvenih blokad. A veš, razume vse te nivoje psihe človeka, zato da potem, ko človek pride k njemu, da res ve, na katerem nivoju bo delo z njim in je duhovno odprt. A veš, vsa ta rast v življenju nas vedno duhovno krepi in poleg rasti prihaja močnejša intuicija, močnejša manifestacijska energija in vse to dober coach dejansko razume. Tako da dober coach zna postaviti prava vprašanja. Jaz včasih pride človek meni, v eni minuti vem, kaj je z njim narobe, kje mu lahko pomagam, kje ima težavo. Ne rabim se 2 ure z njim pogovarjati, ampak točno vem, kaj ga moramo vprašati, kako ga moramo vprašati, na način, na katerega moram pristopiti, da takoj človek, ko pride k meni, se v eni minuti pogovarjamo, kot da se celo življenje poznamo. Dobene čudne energije med nama, dobenega uljudnostnega zatikanja jezika, ampak energija teče. Veš, in to je dober coach. Ne? Tako da, to so take stvari, ki jih fajn, da jih veš, ne? Če ti želiš biti coach ali pa če iščeš coacha. In katere vrste coachinga poznamo? Mi poznamo ogromno vrst coachinga. Poznamo karierne coachinge, prehrambene coachinge, športne coachinge, poslovne coachinge, osebnostne life coachinge, čustvene coachinge in ne vem kakšne coachinge vse. Ampak skupni imenovalec vseh teh coachingov je kdo? Človek. Imamo enega človeka in ta človek ima svoj svoje vrednote, svoje osebnosti in ta človek želi rasti. Potem se pa ta človek giba v različnih smerih področjih svojega življenja, pa gradi svoj posel in na tem področju rabi poslovni coaching in gradi svoje zdravje in na tem področju rabi, medicinski coaching in gradi svoje odnose z prijatelji in partnerji in na tem področju rabi life coaching, življenjski coaching, ne? Tako da, ugotovil sem eno stvar, ko ti postaneš dober coach, ko imaš ti te ključne informacije o tem, kako človek deluje, ti lahko delaš vse vrste coachingov z ljudmi. Tako da ni nek specializirana stvar, da rečeš, to je pa poslovni coach, to je pa life coach, to je pa prehrambeni coach. Seveda imajo vsi ti coachi in coaching področje različne tehnične specifikacije, ampak osnovna energija, kako ti delaš z ljudmi, kako ti postavljaš vprašanje, kako ti bereš človeka, je pa enaka. Tudi, ko ti postaneš dober coachinja, zaradi teh znanj, večplastnosti, da razumeš ljudi, da razumeš sebe, da si karakterno močna, poštena in da imaš realno željo pomagati ljudem, je to 90% zahtev, ki jih dober coach rabi izpolnjevati. Tako da, glej, jaz sem ti hotel danes dati predvsem uvid v coaching svet. In zdaj, če so te informacije zavibrirale v tebi in ti želiš postati coach, ti želiš pomagati ljudem izboljšati njihova življenja, priditi tja, kamor si želijo in jih rešiti, če navsezadnje so rabijo, da jih nekdo reši, potem se pogled 15. oktobra začenjam z licenčno coaching šolo. To je program, ki je neviđen. To je program, ki te bo naučil vsega in še več, kar rabiš vedeti glede coachinga od A do Ž. Naučil te bom komunicirati z ljudmi, naučil te bom brati ljudi, naučil te bom mnogih tematskih coachingov, ki jih lahko uporabiš za vse vrste težav z ljudmi. Tudi, ko bo na koncu prišel človek tebi, jaz da bom vse naučil, tako da boš samo rekel, aha, to smo se učili tam, aha, to je ta coaching, aha, to je ta strategija, takoj boš vedela, kako reagirati, takoj boš vedela, kako dati odgovor. Tudi, poglej si na povezavi, ki je pripeta informacije o licenčni coaching šoli. To je zelo ekskluzivna šola, zelo pametni ljudje so se mi pridružili in vrhunska coacha bo ustvarila. Dobiš licenco in lahko delaš coaching še naprej. Tako da, glej, ta svet rabi nove coache, rabi dobre coache, da bojo pomagali ljudem sprejeti prave odločitve in če si ti ta coach, si zagotovo mesto v licenčni coaching šoli, jaz bom tam. Veselim se, da se bova družila tako ali pa drugače, do takrat ti pošiljam en dober coaching pozdrav. Imej se lepo.